Današnja skupščina je sprejela predlog lastnikov, to pomeni odločila se je za dokapitalizacijo centra naložb, to pomeni, da so lastniki se odločili za to, da center naložbe rešujejo. Mislim, da je v času te gospodarske krize vsak stečaj pomeni praktično pogreb nekega gospodarskega subjekta in da je treba narediti vse, da se stečajem izogibamo, kajti vsak stečaj pomeni posledično negativne vplive na gospodarstvo in zato podpiram predloge lastnikov, da dokapitalizirajo družbo in da intenzivno iščejo nove vlagatelje. Stečaj je najslabša rešitev, mi v vseh tovrstnih primerih iščemo vse možnosti, ki bi pripeljale do tega, da do stečaja ne bi prišlo. Skratka, vsaka druga rešitev je za delničarje, v prvi vrsti male delničarje, boljša in sprejemljiva v primerjavi s stečajem. V tem primeru, kot rečeno, ostanejo delničarji, lastniki brez vsega. Torej, dokapitalizacija prava pot ali ste imeli kakšen drug predlog? Vsekakor, dokapitalizacija je prava pot, vendar pa nas skrbi, da se skupščine vrstijo, predlogi se vrstijo. Izpostavili smo, da je to, da ni bil pripravljen prospekt ob prejšnjih sprejetih dokapitalizacijah, nedopustno. Skratka, priča smo dogajanju, ki je klavrno, žalostno, pravi sagi in na koncu koncev smo vse bolj zaskrbljeni, da res glede na okoliščine in dogodke očitno ni druge rešitve kot to, da vendarle pozovemo na odgovornost tudi tiste, ki so upravljavci družbe in v preteklosti omogočili to, da je prišlo do situacije, kakršne smo priča, in da v tem smislu vsaj tistim, ki so iz naslova prejetih certifikatov in procesa lastninjenja prejeli del nekdaj skupnega premoženja, zagotovijo tisti minimalni vnos, ki so ga v konkretnih primerih 66.000 delničarjev vložili v družbe, pa kot vse kaže, za razliko od peščice ne bodo iz tega dobili prav nič. Medtem ko na drugi strani ustrezne odgovornosti teh, ki so res botrovali nastalim razmeram, še nismo doživeli. Hkrati pa se na drugi strani seveda tudi strani davkoplačevalcev sanirajo banke, bančni sistemi, ki so tudi precej pripomogle kot akterji k temu, da so razmere kakršne so. Menite, da bo dokapitalizacija uspešna? Vsekakor upamo v to, vendarle moramo slediti takšni možnosti, navkljub temu, da je iz skupščine v skupščino vse manjša, glede na predlagane stečajne postopke, seveda tudi za investitorje vse manj prijazno okolje, da bi se spustili v tovrstno naložbo oziroma strateško partnerstvo, kakorkoli že. In s tem v zvezi seveda moramo izkoristiti vsako najmanjšo možnost, da bi do tega prišlo. Je pa dejstvo, da je dejansko upanja vse manj. Zdaj, četrta točka ni bila potrjena, torej posebni revizor. Boste kako drugače ukrepali, da boste to revizijo vendarle izvedli? No, to je bil predlog, ki ga je podalo 10 delničarjev preko pooblaščenca. Tam, kot rečeno, obstaja možnost, da se glede na to, da je bila strani skupščine zavrnjena posebna revizija, le-ta uvede preko sodnega postopka. V tem primeru pa smo spričo dosedanjih izkušenj na podlagi zakona o pravnih naslednicah PID-ov seveda lahko tudi dokaj neoptimistični glede na samo pravno prakso s tem v zvezi in pa zakonodajo, ki jo je tudi v tej točki brez nadaljnjega potrebno spremeniti oziroma urediti.